V Beleku so se naši pubeci tokrat pomerili z najrenomiranejšim nasprotnikom doslej v teh pripravah, nasproti jim je stal bolgarski prvak Ludogorec. In kako se je tekma odvijala? Začelo se je super, v 5. minuti napaka branilca Motija, ki jo je izjemno izkoristil Luka Zahović. 1:0 za Maribor. Prvo priložnost so imeli nogometaši Ludogorca v 8. minuti, ko je Marcelinho tako streljal preko vrat Handanovića. Nato smo spremljali igro na sredini z iniciativo Ludogorca, v 31. minuti pa hiter napad Maribora, prekršek Palomina nad Luko Zahovićem in 11-metrovka. No, to je moral Luka izvajati dvakrat, v prvem poizkusu je namreč vratar Stojanov prehitro zapustil svojo črto. V drugo pa je bil Luka uspešen in bilo je 2:0 za Maribor. Tri minute kasneje bi lahko Maribor vodil tudi s 3:0 po tej akciji, ko je z roba kazenskega prostora streljal Mertelj, žoga se je odbila do Zahovića, vendar se je ta nekoliko preveč obotavljal. Zadnja priložnost za Ludogorec je bila v 36. minuti, ko je tako streljal Vanderson, na mestu pa je bil Šme. Po prvem polčasu Maribor Ludogorec torej 2:0. Tudi drugi polčas je bil izjemno vznemirljiv. V 51. minuti je tako dvakrat zapored izvrstno posredoval Denis Šme. V 63. minuti pa zadetek priključitve. Po napaki v obrambi je v polno zadel Keseru. V 69. minuti smo videli izvrsten prosti strel Vandersona. V 78. minuti pa po krasni podaji Hotića izvrstno dostrela z glavo Hajrić, na mesto je bil Stojanov. Po kotu, ki je sledil dva izvrstna poizkusa, najprej Bajde z glavo in nato še Damjan Bohar. V 84. minuti pa izenačenje. Lepo je v obrambi Maribora pobegnil Lukoki in matiral nemočnega Handanovića. Bolgarski prvaki so imeli v povsem zadnji akciji na tekmi še priložnost za zmago. Po podaji Motija je bil tako za nekaj milimetrov prekratek Misidjan. Na koncu na tekmi Maribor Ludogorec pravičnih 2:2.